Boš ti uvod naredil? Živjo in dobrodošli v Nič nimava za pit. It's a hot beverage chat. Prej si te vprašal, kaj bi pila. Nisem pomislila, da je ta format oddaje. Malo za pit tukaj? To je prvi hot beverage chat brez hot beverage. Pa naj bo. Pa naj Se bo lahko prvi. zdaj, ker bo poletje, se lahko bi bil, ne? Beverage Cold chat. ali beverage, ok. Beverage chat. Jaz sem skoro mislil, da boš ti kakšno kombučo prinesel. Jo, imam gori. Grem iskat? Ne. Grem iskat? Ja, se pa spodob. Ko sem delal na vrtu, sem si rekel, da bi pasal tako nekaj mrzlega z mehurčki pa sladkega. A.k.a. od Klare kombuča. Yes. Yes. Torej, dobrodošli v beverage chatu, kjer se pogovarjam z zanimivimi gosti o zanimivih temah. In danes je gost moj brat, Jan. Ja, Jan, predstavi se v 3 stavkih. 3 stavkih. Sem mlad tržni vrtnar, pridelujem zelenjavo, za moje naročnike na tedensko gajbico, zalagam tudi nekaj gostilen, všeč mi je podjetništvo, zato prodajam tudi rastlinjake in zanimive vrtnarske pripomočke. Merci. Torej, Janova pot je zanimiva, zato ker ni vrtnar po izobrazbi, niti nič blizu, ampak si. Kmalu magistriran ekonomist. Ja, tako da je imel kar nekaj poslovnih idej že, ampak fokus današnjega videa je bolj na tem, da bo Jan odgovarjal na vprašanja, ki so mu njegovi sledilci zastavili na social medijah, ker se tudi meni zdi zanimivo. Vprašanja so zelo dobra in se dotikajo ne samo vrtnarstva, ampak tudi tega, ne, od kje črpa energijo in motivacijo in te stvari. In upam, da se pač razvije kakšna debata na to temo. In mišljam, da kar začnemo z vprašanje. Ja, oj, dobro. Kar na Facebooku je bilo, ali je to moj šiht ali hobi. Go. V bistvu je že 3. leto tretirano kot šiht, torej, bom rekel, zares, ni to zdaj neko probavanje. Probavanje je bilo mogoče že prej, ko smo tam, kjer zdaj Klara živi, pa Klemen. Takrat je bilo bolj testiranje, ko sem tam pisal 300 paradižnikov pa fižol. Je bilo tu nekaj izkušnja, ko sem delal na kmetiji. Pol ja, naslednje leto je bilo pa že kar, to je bilo 2021. Ja. Tako da ja, zdaj je 3. leto, odkar imam vrt, odkar prodajam zelenjavo. Je pa 1. leto, odkar imam svoje spet, tako da je v bistvu še nek Ekstra. Dodaten. šel narediti zadnji korak, da res rečem, to je zdaj moj šiht, od tega živim. Plačuješ Tako da ja, prispevke. plačujem prispevke in se počutim odraslega. Ti vsi govorijo, zakaj? Baby brother growing up. Moraš imeti zavarovanje, kakšno zavarovanje? Ne. Obvezno, pa dodatno, pa Poslušajte ga. Poln dobrih nasvetov. to ni bilo sveto, je. Ne vem. V glavnem ja, no, to je zdaj moj šiht in ja, je ful dobro, tudi mogoče tako bolj sam dojemam, da je bolj resno, tako da hočem še bolj. Veš, kaj se meni zdi, tako ko ljudje mene sprašujejo, sem videl Jana na TikTok, na Instagramu, kjerkoli že, ne, tu nekaj prodaja, ne. Se mi zdi, da večina ljudi pri tebi res misli, da ti primarno prodajaš zelenjavo in da je tu tvoj tudi glavni dohodek, tako da ne vem, če je bilo tu kakšno vprašanje, tudi ko so ti ga ljudje postavili, ampak mogoče tu, če malo razložiš, ker pač temu ni tako, ne. Ja, mogoče na pač to, kar objavljam na družbeno omrežje, je pač ja, vse v povezavi z vrtom, kako prodajam zelenjavo, vzgajam zelenjavo. In vsak mogoče misli, ja, da od tega živim, pa vsak si tak misli, da na tem mojem 1000 kvadratov velikem vrtu ne moreš zaslužiti sploh dosti, pa v bistvu lahko, ne. Sem ja, ni to tudi glavna dejavnost, na začetku je bilo mišljeno, da bo. Imaš povedal, koliko je to dela? Ampak, ok, ja, eno delo. Prevel? Najbolj sem videl, mislim, šel sem spet, zase sem torej naredil rastlinjak, ta, kot si jaz želim, drugega niso prodali in pač itak mi je bilo zanimivo drugim ga ponuditi.
In si v bistvu videl neko luknjo na trgu. Ja, mogoče glih neka luknja na trgu, torej med vrtičkarstvom, torej tistih res malih rastlinjakov ne prodajam veliko, da rečem, ne vem, 4-5 metrskih. Ne prodajam tudi tistih profi, 60 metrskih, pa ker rabiš skoraj že gradbeno, pa ne vem kaj, ampak glih mogoče nekaj vmes za tiste, ki imajo malo več prostora na njivi, da so skoraj po samoskrbi. Pa ki bi radi veliko delali na samoskrbi, pa tudi, bom rekel, za druge tržne vrtnarje, ki so te rastlinjaki, bom rekel, dosti popularni v Ameriki, Kanadi. In ja, jaz mislim, da bo to kmalu k nam prišlo še bolj to tržno vrtnarjenje, regenerativno kmetijstvo, uporaba takih orodij, ko jih jaz uporabljam in tudi rastlinjakov. Cool. No, to se mi zdi dobro, da si tako malo razložil. Se spomniš naslednjega vprašanja na Facebooku, kaj še? Ja, na Facebooku je bilo, da bi lahko organiziral kot neko izmenjavo sadik, znanj, orodij, veščin. Kako si to predstavljaš? Bi to bilo nekaj kar? Ja, jaz si bolj predstavljam, da bi bila, kot bo tudi kmalu, delavnica tržnega vrtnarjenja. Si bo res, ja. In v bistvu, ja, pride datuma, še ne vem. Torej, če boste pofollowali Jana na Instagramu, bom spodaj dala tudi link do Instagrama pa TikToka od Jana, pa boš objavil tam, ne? Tu imaš... Ja. Bo pa čez 3 tedne. Ja. Torej, tu je predzadnji vikend aprila. Torej, ja, to izmenjavo, mislim, jaz si jo tako predstavljam, da bi imel torej delavnico na mojem vrtu, 10 do 15 ljudi recimo, in gremo čez tehnike, ki jih jaz na vrtu delam, čez te metode, bom rekel, bi šli pa vse, od sadik do priprave tal, do presajanja, do pobiranja, kompostiranja, trženja, v bistvu vse, kar zajema vrtnarjenje, kar je v bistvu veliko nekih manjših delov. Se ti zdi, da je to tudi take delavnice, da so nekaj, kar bi upeljal v svoj biznis model, ali je to pač zdaj enkratno zato, ker ti je bilo ponujeno pač sodelovanje? Ne, bi upeljal, ja. Mi je zanimivo, sicer ne, da bi bila to zdaj neka dejavnost tako. Ja, imel bi recimo 3-4 delavnice, 4 že mogoče veliko. Na leto. Ker se mi zdi, ja, da nekdo, ki me spremlja, torej me spremlja, ker ima doma nek mali vrt, mogoče pa ne, se že dobijem kakšno bolj konkretno, poglobljeno vprašanje, kako pa na tržnem vrtu nekaj bolj scale-at mogoče na več. Pa da lahko optimiziraš ti to doma. Ja, torej, da nekdo želi se tudi v bistvu iti v tržno vrtnarjenje in da mu na nek način pomagam, tako da bi bila tudi delavnica super. Všeč mi je, da bi se ne spoznali. Ja, ta community. Ta community je res dober, ne. Zdaj sem v enih parih skupinah, kjer res vidiš, da se ljudje povezujejo, podobno razmišljajo, vsi pomagajo oziroma pomagamo, tako da bom kar prebral. Imenitni ste. Hvala. Komaj čakam spomladansko gajbico, pozdravčič, nimam vprašanja. To je moja prijateljica. To je zadovoljna stranka. To je moja prijateljica Maruša, ki je tudi na gajbico naročena. Koliko imaš ti, koliko gajbico, recimo, v glavni sezoni, ko imaš vsega dal, koliko ljudi je na gajbico naročenih? Na gajbici je naročenih 25 ljudi, približno. Še na 10 jih imam vsaj v čakalni vrsti. Tako da, če se bo kdo odločil, da ne bi, pač več, zaradi pač kakršnegakoli razloga, imam pred naslednjega. Ali pa če imaš presežke? Da ga umestim not, če imam presežke, jih ne ponujam tem, ki so v čakalni vrsti. Ker se mi zdi, da potem spet nekaj na pol. Potem bom dvakrat mogoče ponudil zelenjavo, pa spet čakajo. Nočem tako nekaj na pol delati, ne. Presežki... Vse presežkov v bistvu ni veliko. Jaz želim, da je za 25 strank imam tedensko gajbico, kar je tistega več količinsko, želim pa po gostilnah, bom rekel, razdeliti ali tako, ne. Ni pa zdaj viškov ni, oziroma bili so mogoče prvo leto, drugo, ampak zdaj sem se že malo naučil, koliko česa posaditi. Prvo leto vem, da sem imel ful solate in nisem vedel, čisto znal. Kaj je koromač? Koromača sem imel lani res veliko, šel je v cvet v enem tednu ali dveh in pač je leto stran. Ampak ful cool se mi je zdaj, ko si takrat recimo imel ful rdeče pese, pa si pače da kar tablo ob cesti, ima tako ful veliko blackboard, pa si ga napisal rdeča pesa pa svoje telefonsko. Ja, to je bilo v bistvu kar dober odziv. Ja, to je ful nice. Ful nek tak dober način pač promoverja, kakorkoli. Da ponudiš lokalnim ljudem. Lokalnim res, ki se mimo pelejo in kdo se kdaj kar ustavil,
Ustavil se to tako zdaj, ne vem, lani vem, so se večkrat ustavili, če imam papriko rumeno recimo, ne. Tako da Babura. ja, babura, ta je ta boljš. Zafilane, ne? Zafilane paprike. Ja. Ok, hvala Maruša, ne? Ja. Neuspeli projekti, podvigi in vztrajnosti. That's Kako good. ti to sluši? Neki neuspehi ali podvigi, Ja. ne bi glih rekel, da samo neke neuspehe oziroma iz vsega nekaj, kar si mogoče napačno naredil, si tako probaš naučiti pa z naslednjo sezono, kaj boš popravil. Ja, to je tak. Sem kar ne morem zdaj popraviti, je to, da sem šel preurati travnik in se mi zdi, da je bilo ful boljš, da bi jaz vrt začel na travniku, kjer ni tistih invazivnih Plevelčko. trajnih plevelov. Ker s tem, ko sem obrnil, mislim, ko se je zoralo, je v bistvu trava je pač ni pač preživela, preživel je pa tisti trdovraten plevel, zdaj imam polno slaka in nekih plevelov, ki imajo spod korenine, ki prebode še folijo. Okay. In mogoče bila to napaka, bi bilo bolj, da bi na travniku štartal in tako da tu si želim še probati na enem travniku, da bi začel, pa isto, kot sem na začetku karton, kompost in da vidim pač razliko. Ker zdaj sem dal že na enih delih na vrtu kompost, oziroma karton in kompost dvakrat, pa je še zmer plevel čas prišel, tako da. Okay. Je tudi res, da je vrt dosti na odprtem, tako da dosti lahko veter prinese seno Še od druge. iz travnikov okrog, ne. Se res tako nisi imel nekih neuspehov, se mi zdi, pač Jan je imel v mladosti milijon enih biznis idej in projektov, to je bilo noro, ne, pa vse si ti prodajal in česa si se lotil. Pa ko si se lotil vrta, je pa ful uno iz tvoje strani najbrž bil tudi nek drug pristop čutiti in pa smo ti ful vsi pomagali, kakor smo vedeli. Recimo oči s tehničnim znanjem, jaz z nekim social media znanjem, babi pa mami znanjem, tudi tako, ne. In pa si ful nekaj podpore dobil in se mi zdi, da pa je tudi tako pa premišljeno si se lotil, nisi šel zlava čez zid, ne vem, tako se je meni zdelo. In zdaj, ko pogledam nazaj, ja, jaz dvomim, da bi imel kdo tako dobre pogoje, da bi se lotil ali podjetništva ali pa vrtnarjenja, kakorkoli. Ja, na vsakem koraku je bilo ali v družini nekdo, ki je nekaj znal dobro narediti, ali pa neko poznanstvo smo imeli, ki je pač prineslo ta naslednji korak. Tako da sploh ni bilo nekih problemov, pač vse smo rešili, vse smo imeli neko znanje, smo rešili te izzive. Ja. Tako da tudi daj tako, ko razmišljam, nočem biti pameten, da bom zdaj pa STSP, pa da sem nek podjetnik ali pa to ne. Pa kaj sem ustvaril, ker sem imel tako dobre pogoje, da nekomu bi težko rekel, kako naj pa on začne, pa kaj naj naredi, zato ker mogoče on čisto drugemu okolju in ne bo tako z lahkoto prišel. Ne. Že tu mogoče, da sem tukaj mlad začel z vrtom, s podjetništvom, ne, da sem v 2 leti je še status, nekako se mi ni mudilo priti do unga prihodka, ampak sem šel res korak po korak. Do it right. Ja. Nice. Tako da ja, to se mi zdi ful. Tako da ja, neuspehi pa pač iz njih se probam kaj naučiti. To, da je polje kormača posaditi. To je naslednje vprašanje, načrtovanje zasaditev, v oklepaju aplikacija in razreševanje izzivov, če kaj ne usklije, zraste po planu. Zdaj zasaditve so načrtovane že decembra za naslednjo leto. Torej decembra že vem, kaj bo na vsaki gredi kaj raslo. Zato, ker decembra že naročam seme, zato, ker hitro kdaj tudi seme pač lahko gre, ga zmanjka dejansko. Zato, ker naročam iz tujine. Tako da imam tam pač nek načrt, 48 gred. Vrt je tako razdeljen, da imam 8 blokov po 6 gred, ja. In vsaka v bistvu greda predstavlja neko drugo družino. 4 bloki, sem prej rekel, 8 blokov da imam. Ja. 8 blokov po 6 gred, ja, ok, se sem. No in vsak blok je svoja družina, je pa tako, da od 4 blokov, od 8 blokov so 4 neke bolj zahtevne rastline. Eno govorimo o česen čebula. Če imaš česen čebula?
Ne, časno sem tako kot družina govorim. Imam čebule, čebule navadno mlado, pa por. Na tej gredi je recimo tu. Na drugem zahtevnem bloku so kapusnice, na tretjem zahtevnem bloku so tele plodovke, paprika, paradižnik, malancani. Kaj niso tu kapusnica? Ne, kapusnica je brokoli, cvetača. Okay. In še zadnji zahtevni blok so potem kumare, bučke. In ko zasadim, recimo letos smo zasadili kumare, bučke, naslednjo leto bo na tem bloku se to pač zarotira, zato ker imamo 8 blokov, je to 8-letni kolobar. In naslednje leto, ko so bile kumare in bučke, bojo rastline, ne iz ene rastline, ampak tako bolj, ki ne rabijo tukaj hranil, ne. In s tem tudi vrtnari nekje tam, kjer recimo zasadijo zahtevne rastline, dajo kompost isto leto in naslednjo leto ga ne dajo, zato ker so manj zahtevne rastline tam. In s tem si na nek način razpoloviš količino komposta, ki ga rabiš. Nice. Didn't know that, okay. Ja, za zasaditve praviš vedeti vse podatke, kot je koliko časa bo zelenjava na gredi, koliko časa boš pol sploh poberal, mogoče kaj je dobro za njo saditi, kaj ni dobro, kaj bo zboljšalo prst, kaj ne bo. In ja, v planu je, da zasadim vsako gredo 2,5-krat v povprečju. Ja. Torej tam, kjer je cvetača brokoli, recimo, samo 2-krat zasadim, torej imam spomladansko cvetačo, recimo, pa jesensko. Vmes ni drugega. Če imam pa recimo tam, kjer je paradižnik, tam pa ulovim nekako, da je predvsem na začetku špinača, pol je paradižnik, potem imam pa še recimo kakšen motovilc. In pol v povprečju probam priti na 2,5-krat, da je to zasajeno. Okay. Vmes itak ne gre vse po planu, nosi klej pa še nadaljevanje, razreševanje izzivov, če kaj ne usklije, zraste po planu. Zraste, kdaj je bilo že kaj narobe, da mi ni sploh sadika zrastla, ker se sadika zgane sam. Pol ne, ali sem šel dokupati, ali sem kaj pač drugega direktno sjal iz semena. Če pa kaj ne usklije, ja, probiš čim prej pogruntati, ali greš enkrat zasijati. Pač rešuješ, kakor lahko, ali imaš kakšne sadike v backupu. Kaj je pa tle aplikacija omenjena? Mogoče čez za načrtovanje imam kakšno aplikacijo, v bistvu vse v Excelu narejeno. Ker v Excelu imam tudi vse pol, v odzadju so formule, da vem, torej mi naredi sem tabelce, ko jaz to nesem dal kakšna zelenjava. Če vem, da bom tako začel, če vem, da hočem, da je varno paradižnik presajati 15. maja, ki je znam še malo prej, tam bolj konca aprila, zato ker imam rastlinjak pa koprene, pa tako si upam, da malo prej. Paradižnik rab recimo 2 meseca zraste, torej mi v odzadju preračuna, imam formulo, kdaj moram začeti sadiko, pa imam preračunano, kdaj moram dati utrjevati sadiko, utrjujem jo vedno en teden preden gre na vrt, pol imam datum presaditve, pol imam pa še po 14 dneh, ko presadim, imam še en datum, da grem takrat še enkrat plevel. To si sam naredil? Ja. No in to in pol je pa predviden datum, kdaj bo konec poberanja, kako bi rekel, ne. Konec pač te, ja. Ja, in takrat, ko naj bi bilo konec, oziroma ko je tisti datum, ko jaz že lahko to poberem, imam pol okno 14 dni, ko naj bi gredo spucal, in čez 14 dni je že naslednja zelenjava, ki jo presadim oziroma sejem. Dobro pa. Tako da je kar tak kompleksen, v bistvu. V bistvu optimizacija. To sem naredil prvo leto, ampak zdaj, ko je narejeno, sem vsako leto na novo not podatke. In ja, vse je vezano na to, tudi koliko je v koliko vrst moram dati. Koliko vrst gre na eno gredo zelenjava, koliko so na razen sadik, se preračunam in koliko sadik rabim in točno, ko sejem, ne rabim preračunati, ampak mi sem piše, salata rabim 2 platoja po stiroporast plato, po 104 lukenj in vem, da 2 tista zasejem in to je to. In imaš to zapolnjeno. Hudo. Ja. Torej, da bomo debatirali o privajanju ljudi na CSA programe. CSA pomeni Community Supported Agriculture. Torej gre za neko skupnost, ki podpira kmeta na ta način, da zakupi že vnaprej v bistvu, za celo sezono naprej. To ima kmetija Monera tudi, ne? Ja,
Tako imajo oni recimo zdaj za leto za piščance, za zelenjavo, lani sta imela pa za jajca. Tako da, zdaj kako privabiti ljudi, jaz ne vem, po mojem se mora na nek način miselnost. Mislim, na kateri stopnji se ti zdi, da je zdaj? Da je folk že radi za to? Se mi zdi, da je vse več ozaveščenih potrošnikov. Jaz mislim, da začeti bi mogel mogoče prav potem CSA program ali kakorkoli to v Ameriki, Kanadi tako pomeni, da ne vem, daš na začetku $500 in dobiš za celo sezono naprej zelenjavo. Pri nas mislim, da tukaj ljudje ne bi vnaprej investirali, bi jim bilo preveč. Sploh, ko smo taki vrtičkari mogoče? Tudi, ja, med sezono, ko imamo vsi doma dost, ne bojo še drugi, ne. Tako da mogoče je bil dober preskok, da rečemo pač enkrat na mesec plačaš. Torej za en mesec naprej plačaš, daš, ne vem, daš €60 in je to, ne. In ne vem, če bo vedel, avgusta grem na dopust, takrat si reče, takrat ne bi vzel, ne. Ja. Tako da mogoče bi se tako... Meni se drugače zdi tudi, da bi tle boljši marketing lahko bil. Ker recimo ful je težko zvedeti za te stvari, če nisi lih v teh krogih. Ja. Ja, ni mogoče informiranosti, to misliš? Tu mislim, da bi lahko bile tudi kakšne pobude na občinski ravni, lokalni ravni, kakorkoli, da bi ti imel dostop do ljudi, ki res lokalno hrano predelujejo. Da jaz, ko se odločim kupiti nekaj, imam že seznam, komu grem lahko pogledati, kdo sploh ponuja. Ja, sem spet, če je to na občinski ravni, če bi bila neka spletna stran, neka platforma, ki to objavi, moraš vedeti, da spet ljudje morajo priti do te platforme, ne? Torej spet neka informiranost stranke. Ja, pa to je lažje, ne? Če ustvariš neko bazo. Ja, zdaj se razpršeno, ne? To mislim. Sem se mogoče, že jaz zdaj, ko imam stranke, bi jim pač počasi jih uvajal, ne? V bistvu moraš njih ali na nek način izobraževati, navaditi na to, ne, zdaj, ker presekati mogoče ne moreš, da rečeš, ja, zdaj pa ravno za celo leto naprej denar. Ja, ja. Ne gre. Pa tudi po drugi strani ne vem, zakaj bi hotel, kaj je tak plus. Ja, najbolj za kmeta, ne? Eno za kmeta je, da dobi na začetku denar, da si kup semena ima za neke stroške, ne, zakaj pa bi rabil za celo leto naprej, oziroma zakaj si od lanskega leta, ne, bi on lahko rekel 20% prometa ali dobička, ostanka, kakorkoli. Bo reinvested. Bo pač mora biti na kupčku in bo za naslednjo sezono, ne, da zaštartam. Ja. Dokler se ne začnejo spet promet delati. Kako si rekel, da je kratica CSA? Kaj je to? Community Supported Agriculture. Največ tu nisem, da letno plačaš, največ ta izraz si tako vključuje različne pristope, podpore. Community Supported Agriculture. V Ameriki je kar na letni ravni. Subscription. Mislim, da, ja. Ok. No, si mislim, da si kar odgovoril dobro. Pa da če bo koga zanimalo, bi lahko googlati. Sploh. Kako bi rekel, da bi zdaj pa kar prvalo, ne pač. No, to je to, kar sem omenil. Potem Gregorja zanima, če sem jaz gor v Straždoma nad KZ-jem, počasi tetka Fergita vozila, ki je zmer ob cesti parkirna. Ne. Sem blizu KZ-ja, mislim... Smo iz Straže. Straže nad KZ-jem na hribu, ni pa to isto. Oseba. Ja. Naša tetka ni Fergija vozila, žal. Stara mama ni imela izpita. Aj, sem res, sem imela, ja. Razen, če se je kdaj zapeljala. Brez samih veter. Naslednje vprašanje, od kje tak žar in želje po vzgoji rastlin od začetka do konca? Aha, specifično to, zakaj? Mogoče prav vzgoja sadik, ja. Ja, ker Jan pač vzgoji, ne, od semen. To. Je kot prvo, da vzgajaš sam sadike, je že to prednost, da kupiš seme in pri semenih imaš ti večji nabor sort. Torej, če greš ti zdaj kupiti sadiko solate, ni toliko sort, ki bi jih želel zbrati, še vedno so dobre, ampak v kakšno stvar pa hočeš mogoče še probati. Tako da pač ja, moraš pol seme kupiti.
Pol eno je ekonomski vidik, da zna biti pač cenej, ko imaš tuk pa tuk sadik. Pa je dejansko cenej vključno s tvojim delom? Jaz mislim, da je. Glih klej je zdaj cenej, ko jaz imam neko količino, ko imam prostor za to, ko imam rastlinjak, imam luči za vzgoj sadik in ko imaš enkrat začetni strošek, bom rekel, se ti pokriva, pol, ko jaz vzgajam, ne vem, 50 plotoj naenkrat, za vsak plotoj, če bi šel tako kupiti, bi dal, ne vem, 10-15 evrov, ne. Mislim, da se splača, pa še ne vem, zabavno mi je. Ja, to je res zabavno. Res je dobro delo. Sprašujoče. Pa gledati, kako rastlina zraste, pa če iz enega mehkega semena pol zraste paradižnik, ki ima gor 5 kil. Tako da ja. That's pretty amazing. Top. To. Od kje in zakaj? Od kje? Ta je taka filozofska, ni? Od kje in zakaj? Ne, od kje. Od kje iz YouTuba. Evo. V bistvu čisto preprosto. Jaz sem videl tržne vrtnarje na YouTubu, predvsem iz Amerike. Mi je enega vrnil na YouTubu in pogledal sem vse njegove posnetke, pa sem še druge najdel, kdo so ta glavni v bistvu tržni vrtnarji. Tako da ja, sem bil... Kupil si par knjig, ne? Ja, in bilo pač ono. Šel na delavnico od vrta obilja. Ja, na sonaravno pridelavo zelenjave, pa še na delavnico tržnega vrtnarja. 2 leti kasneje si že vodil delavnica. Ja, res. Vključil si se tudi v njom klub, ne? Ja. Ja, pa v bistvu se začneš povezovati, ne, s tem. Vidiš, da so na lokalni ravni tudi te, ki se lahko z njimi povežeš. Drugače od kje pa tu v bistvu jaz sem bolj tako vizualni tip in ful mi je bilo všeč te gredice, črn kompost, sekanci na poteh, pol še gor zelene rastline in bilo tako neko, tako, pač res je lepo izgledalo. Vse ročno delano, nisem glih jaz ne maram nekih orodij uporabljati ali pa takih strojev, to mi glih ni všeč, tako da mi je bilo všeč, da je vse ročno. Pol glih ta vzgoja sadik, da greš pač res ta neka proizvodnja, ta del. Pa kaj še? Pa prodaja na, torej, direkt strankam. Da ni tu zdaj bo pa njiva kumar in... Da imaš slamnik gor in pa lepo gospe v Novem mestu dostavljaš ga, dober dan, gospa. Ne, en koncept je, kot drugi misli, ja, moraš imeti, kot prvi misli, da moraš imeti nekaj hektarjev, da boš sploh preživel. Kot drugo misli, ja, no, to količinsko moraš veliko imeti in pol boš šel neko veleprodajo delati. V veleprodaji tam je samo zbijanje cene, noben sploh ne da na take kvaliteto. Ja, pač drug pristop je čist. In v bistvu zato. No, tle je še pa pol bilo zakaj? Zakaj je vrtnarjenje? Po vsem, kar si probal? Ja, ne vem sploh. Povezovanje z naravo, delo, ne vem, biti sam svoj šef je že nekako že v času tvojega študija kazalo na to, da pač boš itak sam svoj šef. It runs in our family, I guess. Sami SPC-ci. Ampak zakaj jih vrtnarjenje pa? Kak ni glih veš nek dropshipping, ko naročim z Kitajske, prodam za dvojno ceno naprej. Pač ful več dela in ful več znanja. Mogoče neke vrednote? Ne vem, všeč mi bilo, ali vrednote so se tudi spremenili sigurno od prve podjetniške ideje do tega zdaj je to. Če pa povedati, kaj so me da prodajala? Kaj je bila najprvi biznis? Mogoče, lejte, če vas zanima, bo delila. Napišite komentar, če vas zanima. Je pa kar grozno. Pač ta produkt, ki smo ga prodajala... Vrednote so se čisto spremenile. Tako da ja. Pa ja, stik z naravo, ne, in tudi mogoče, ko sem bil v raftingu in si tam že v naravi in pa mi bil všeč še ta vidik, torej, da si tako, pa ne, da res predelaš domačo pa hrano in zmer smo doma kuhavali, tudi ta samooskrba, to mi je bilo tudi zmer top. Mi imamo že tle doma tak vrt, da nima veliko ljudi tako velikega vrta. Ja, bi rekel, da ne. Tako da ja, ok, to. Katera zelenjava z tvojega vrta ti je najboljša? Ful, mogoče zanimivo.
tle, da Jan, ne, sploh na začetku se mi zdi, ti si ful šel v pridelovanje, ne, potem pa nekaj prinesel domov, pa bil tako, no, zdaj naj mi pa tu nekdo skuha, ker jaz tu live še kromačem nisem pripravil. Ne, tam, ko sem delal eno leto, preden sem sploh začel z vrtnarjenjem, ko sem na eni kmetiji delal, pač jaz nisem vedel koleraba, kaj je zdaj to nadzemno. Ko sploh zgledal, sem po moje takrat prvič videl, gledal sem v koromač, spet nisem vedel, kaj sploh to je, ne. Tako da, ja. To je bilo malo smešno. To preskok. Ne, najboljši je sigurno paradižnikov me jaz ga res veliko pojemo. Mislim, da to sveži češnječki. Ja, že to, ampak tudi čez celo zimo imamo res, ne vem, 100 kozarcev vloženih. Mislim, da je to vsem tako. Drugače pa ne vem, da bi prav celo sezono hotel nekaj jesti, ni. Bolj je ono, ne, da zdaj, ko bo špinača, da bo res sveža. Imaš svežo špinačo, ne, in pol, ko je prvi paradajz, je pol paradajz, ne, bolj na ta način mogoče. Tako da, ja, tisto, kar je sezonsko. Njim pa tako res naljubše. Meni je, recimo, kar je po meni follower, je to, da mi pač na domačem vrtu nikoli malancani niso uspeli. Stara mama sploh ne vem, če jih je vzgajala, mogoče tukaj sploh še ni bilo a thing, ker malancani ni glih slovenska zelenjava, ne, ful bolj mediteranska. In pol je mami, vem, da parkrat probala, veš, ker mami je delala kakšne malancane, polnjene pa to, ne. Pa nikoli ni neki rad, ne sem imela ful v glavi, tu je res zahtevna rastlina, rabi res. In pol si ti imel lani malancanu, veš ti, koliko je imel malancanu, če se spomnim, da sem jih še 5 kil prešpikala v pečici, spekla. Ne, več, to je bilo 1/3 večje gajbe. Ja, in sem v bistvu preveč zrel, ja. Pečene, sem meso zdobla, dala vrečke in zamrznit in v bistvu sem pol delala ta baba ganuš, ne, lahko pozim. In še zdaj je v skrini. We should make baba ganuš. Ja, no, tako da jaz parcial malancani sem bila najbolj tako, oh my god, kaj imamo mi zdaj? Ne sem, da imamo domače malancane, ne, ker jaz pač na Jano vrt pridem tako malo kontrolo narediti, pa malo pobrati, ne, za domov. Ampak jaz jih lahko tudi neomejeno jem. The dream, ja. Kako pridelaš svoj kompost? Ga ne? Ne, ga, ampak nisem še toliko naštudiral tega recepta, ne. Zdaj tako osnovni koncept oziroma osnovni, bom rekel, recept, kako narediti kompost, je, da imaš pravo razmerje ogljika in dušika. Dušični material je bolj, ne vem, ostanki iz vrta, te zeleni deli ali travni odkos. To, ogljični del je pa so lahko sekanci, čeprav to so mogoče malo preveliki. Kakšno žaganje slama, listje, kaj takega, da se to v bistvu meša. Dobro je tudi, da se kompostni kup segreje. Na 60-70 stopinj, mislim, da pobije pol, ja, prav kadi se pol ven, v bistvu s tem pobijemo seme, kar je v kompostnem kupu, torej plevel, da pol ne več naraste, pa tudi hitrej poteka samo kompostiranje. In ja, cilj mi je, da bi enkrat pridelal 10 kubikov na leto, da v bistvu bi bil spet samooskrben na nek način s kompostom. Sem pa ta substrat, ki smo ga vozili, ki si ga naročil, ali ga še naročaš od teh... Od gob. Je tu kompost ali je tu nekaj drugega? Ja, dobim ga kot substrat in spet skompostira se, ne. Torej, ja, tu govorimo zdaj o substratu, ki ga tisti, ki pridelujejo šampinjone, jih za gobe ne morejo več uporabiti, substrat ima pa v bistvu še ful teh, ne, nekih vsebin. Je v bistvu dober nek stranski, ni stranski produkt, v bistvu skoraj odprt, ki je v bistvu ful dober za kompost. Tudi ta substrat je segret in zato tudi nima semena pleveli. Pa dosti v velikih količinah se ga da dobiti, čeprav zdaj je že ful čakalna vrsta, se mi zdi, cena je šla gor. Mislim, da je razprodan tako za 3-4 mesece naprej. What? Sploh ne moreš dobiti, tako da, ja. Ja, pa pol, ko je Jan dal to na vrt, so majhne gobice ven rasle in pol je imel v bistvu side product še to, da smo šampinjone jedli. Je ti tudi letos boš rabo narediti, ali ne? Boš rabo kupiti? Za letos ne. Za letos ne bom, oziroma mogoče bom kupil pol, da bo za spomlad. Tako.
Še zadnje vprašanje, ki je več vprašanj. Okay. Katera zelenjava je med ljudmi najbolj zaželjena? Ta prvi paradajz, ziher. Ono, ki pri tebi zraste hitreje kot pri ljudeh na vrtu, ki imaš rastlinjake. Meni se zdi, da jaz ko ponujem tako, jaz torej vsak teden napišem SMS, kaj imam na voljo in v bistvu, kar napišem SMS, to bom rekel tako, vzamejo, bom rekel, v kompletu vse, ne. Zdaj, ni da rečem, imam teh 5 izdelkov in da bom vedel, katere 3 recimo bojo izbrane, da bi vedel pogostost. Ja. Nakupa, ne, tako da težko rečem. Ampak tako navdušenje ljudi, recimo? Je bil folk navdušen na špinačo, špinačo recimo brez problema tako razprodam, pač ja. Kakor imam. Tudi kakšna rukola, berivka, tega gre tudi več. Bolj zelenolistna teba. Ja, pa tudi te, ne vem, špinače recimo med prvimi, ne. Ja. Imajo ljudje ful radi, ne vem, komu sem daj tudi prodal 4-5 kil naenkrat, pa imajo pol za v skrinjo. Pa ti misliš še kakšne stvari saditi, ki so še take bolj eksotične? Kot kaj? Okra, recimo. Ne. Kako to zgleda? To je taka podolgovata, taka kustročnica. Ja, lahko bi probal. Ker recimo pak čoj si imel, imanjamo tudi top, ne? Pač pak čoje ne boš dobil v nobeni trgovini, na tržnici v Novem mestu dvomim, da kdo prodaja pak čoj. In neke te special zelenjave so tako, pač tudi lahko v ful velik plus, ne? Ker ljudem pa res ponudiš nekaj ekstra. Za vzgojo je pa lahko čist, ne vem, pak čoj najbrž tu krapko, eno blitvo ali pa delo, ne? Ja. Ja, v bistvu mi je ful zanimivo, ja, kaj na novo dodati. Ali pa sojo. Pač sojo imaš pol tako s hrano, posušiš in imaš... Res? In jo imaš ko fižolsko, tako da to bi lahko probal. Ja, sem sojo ful vode porabila, kaže. Za? Grast, meni se zdi. Ne vem, mogoče sem si mislila. Mislim, tudi kakšna druga je poraba, pač vode imamo dosti. Še kakšna tako zres zaželjena? Dobro, paradižnik je itak, kaj tudi ponudiš za mezge. Rdečo peso ponudiš za vlaganje, tako da ja, sem tu mogoče že drug segment, na kakšen način se porabi. Ja. Pol imamo pridelavo domačega semena. Ideja je zelo dobra, spet gremo samo v skrbi, ohranjanju starih semen. Ja. Po drugi strani pa na mojem tržnem vrtu tega ne želim delati, ker to pomeni, da če bom zasadil eno gredo rukole, bom mogel tam en del pustiti, da gre v seme, v cvet, v seme, da pol seme pač poberem, pa pol moraš se spet naučiti, kako ga poberati, pol mogoče si ti lahko raztresem, bi mogel kakšne vrečke okrog dati. Tako neka nova stvar je, ki bi se jo mogel učiti, pa ne želim, da bi na vrtu ostajale za tam neke vsake toliko rastline. Da bi bili neki divjaki pa. Mislim, ja, pa imaš gredo delno zasedeno za to, ne. Okay. Bolj bi bilo mogoče, da imam en del, no, si lahko imel pa eno gredo ali pa 2, ki bi bile namenjene samo temu, ne bi rastline pustil na dolgi rok. To se mi zdi ful tako eno po sebi po glavi, kako to delati, ne vem veliko tem, tako da to bo za pol enkrat. Next time. Vpliv podnebnih sprememb na vrtnarje. Ja, po mojem imajo drugi več problemov, glede kakšne suše, predvsem, ki zdaj govorimo o suši, speranju dežja, torej neki eroziji, tudi vetrni eroziji, ampak to govorimo bolj v klasičnem kmetijstvu, kjer torej se uporablja prekopavanje, monokultura, ne uporablja se tu komposta, ker pri meni ta kompost res, bom rekel, je zračen, torej je drenaža dobra, torej ne more biti erozije dežja. Po drugi strani veter mi tega tukaj ne more odnašati, ker je, ne vem, drugačno, ni ona pusta zemlja, ampak je drugačna struktura. Želja je tudi, da je zemlja vedno zasajena ali pokrita, s tem, bom rekel, ohranjamo tla zastrta. Mogoče pa klej, kar me najbolj vpliva, je pa, ne toliko skrbi, v bistvu, kar tako sem opazil, je pa toča. Toča nekaj samo lani, vem, da ena greda blitve je šla v zemljo, tako da si mogel pa ful potrgati. Pa vidim tudi zaradi tega, ker skoraj prodam več
protitočnih konstrukcij za protitočno mrežo kot pa rastlinjako. Toča, res ono nepredvidljivo. Ljudje pač se želijo zaščititi pridelke, itak je škoda, kar si zasadil, da bi zdaj šlo. Tako da ja, mogoče je toča še najbolj predstavlja zdaj neke take probleme. Če zadnjo, od kje črpaš motivacijo za tako garaško delo? Od kje, ja? Ja, kdaj je to, da pač mora biti narejeno? Okej. Pač. Ja. Velikrat sem zmatran, pa še naredim še to, pa še to, pa še to in pač, ker pač mora biti to recimo zdaj, ker je vse za presaditi, plevela imam polno, ne vem odkje, grede so za pripraviti, rastlinjakov so za narediti, zapeljati in pač ja. Greš in narediš, preprosto. In si rečeš, sem še ta teden stisnemo, ne? Ja, sem še naslednjih 14 dni. To je naš družinski stavek. Sem še tale teden 14 dni bo težkih, pa se umiri. Ja. Pesek konči. Mislim pa garaško. Spet ljudje mislijo, da jaz 8 ur na dan sem na vrtu, ne? Pa da imam motiko v rok, ne? Sej je težko, kompost je veliko fizičnega dela, pa na soncu, pa na dežju, pa na vetru. Ampak je pa tudi dinamično, ne? Je tudi ful dinamično, sam si prilagodiš, pa tudi gre za drugačen sistem. Ne vem, drugače je mogoče tudi celotno organizirano stvar, tako kako jaz zasadim, ne, nimam, da bi rekel, zdaj imam pa 10.000 sadik solate, moram presaditi v 2 dneh, ne. Tega ni, jaz imam... Vse se postopno dogaja. Imam lepo eno grado zasadim, eno že poberam, pa drugo zasadim, pa tretjo moram nekaj spucati, na 4. moram kompostno voziti, 5 stoji, tako malo je, glede tega je prerazporejeno pol delo, ne. Pa lani ti je nekdo pomagal, ne, pri teh nekih bolj fizičnih monotorih? Ja, da imam, ja, tako kakšno pomoč, pa una akcija mi je bilo v bistvu ful všeč, ko smo imeli za delovno akcijo za plevel. Ko smo res v enem popoldnevu, večeru, skoraj v 3 urah smo čez cel vrt prišli plevel. Nekaj, kar bi ti cel teden največ. Nekaj, kar bi jaz cel teden bi komod tisto polov. To, community. Pa mogoče tudi to, ne, da toliko ljudi je že bilo vpletenih v ta vrt, ali pa mi pomaga, ali pa me podpira, da pač pol te še to motivira, da boš delal naprej, ne. Imaš še kakšne zaključne misli, kar bi hotel reči? Ker zdaj sem prišla do konca vprašanj, pa se mi zdi, da ne, če bo pa ful interes, lahko še kdaj to posnemo, ampak za uvod se mi zdi, da si ful povedal in o svojih začetkih, kako funkcioniraš ful enih takih uporabnih stvari. Bi ti želel še kaj deliti za naprej? Če bi želel deliti še kaj z tistimi, ki poslušajo? Mogoče še kaj bilo vprašanje, ne, kaj pa če kaj ali ne vzkli, ali pa nekaj tako, pa kakšni so, ne vem, podnebne spremembe, vplivi, ne, pa neke nevšečnosti, govorimo torej o nekih izzivih, ki jih imamo kot vrtnarji, ne, da imam neko, ne vem, ali bi rekel načelo ali kako razmišljanje, da če jaz nimam vpliva na nekaj, pol se zato ne sekeram. Torej, če mi zdaj je toča stolkla pridelek, pač ne bom zaradi tega jezen se že vceral, pač ok, lahko je šel prihodek, je šlo delo, ampak v bistvu moraš sem pametno razmišljati naprej, kako pač to ali preprečiti, ne. Bolj to, ali pa zdajle, ko polno plevela, kako je zdajle, pa sploh ni sezona plevela, kako je že zdajle, ne, in... Razmišljati, kako lahko ti to ja, in zdaj letos bom res delal na temu, pa dodal še one pol ure, ki mi manjka, da bi do tega plevela ne bi. Ker zdaj že na tej točki, da to že vse cveti, seme leti in... Za kamor. Tako da ja, če nimaš na neki vpliva, ok, se sekeraš na kratki rok, ampak bolj naj bo to izkušnja za naprej. Hudo. Hvala, Jan, za ta intervju. Seveda, naroči se na tale kanal in pa stisnite en lajkič, če vam je bil video všeč. Vse linke, o katerih sva pač govorila, bodo pa spodaj prilepljeni. Tako da, ko se imejte. Čau!